Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem Q&A-ju. To pot se bom dotaknil oziroma obravnaval tega, kako vemo, ali so spomini ali pa občutki, ki jih dobimo med ali po AEK vajah, pristni ali so samo plod domišljije. Vprašanje. Pozdravljeni. Kar nekaj časa je minilo od novembra leta 2022, ko sem se prvič vpisala k vam na program. Od takrat se je v mojem življenju zgodilo že kar nekaj sprememb, predvsem pa veliko zavedanja in čutenja. AEK je zdaj praktično del mojega vsakdanjika in zato sem zelo hvaležna. Zanima me pa naslednje. Sama velikokrat delam AEK vaje tako, da najprej naredim vajo, nato pa še kakšen dihalni modul takoj po vaji. Tako sem naredila tudi zadnjič in na plano so prišli zelo boleči spomini iz otroštva, ob katerih sem poleg bolečine čutila tudi gnus, strah in nemoč. Ker se je to navezovalo na moje otroštvo in zlorabo, me zanima naslednje. Kako vemo, da tisti spomin, ki pride v naš da je tisti spomin, ki pride v naš resničen in da ni plod nečesa, kar smo si mogoče domišljali ali pa plod naših sanj iz preteklosti. Jaz sem sicer ob tem spominu doživljala zelo intenzivne telesne občutke. Bilo mi je slabo, tresla sem se in v ustih čutila grenek okus. Osnovna komponenta tega čutenja so seveda vaje oziroma v tem primeru tudi AEK dihalni modul, ki pa je v bistvu spet vaja. Sem malo drugačna kot klasična AEK vaja. In ko izvajamo vaje ter zraven tega, kar je zelo pomembno poudariti, tudi dvigujemo čustveno zrelost, se seveda spreminja telo, spreminja se mišičen tonus, zaradi višje čustvene zrelosti in drugačnega vedenja, drugačnih dejanj, drugačnih odnosov, kar je tudi gospa, ki je postavila vprašanje, napisala, da se je zgodilo že kar nekaj sprememb. Pomeni, da je povprečno stanje v telesu ali pa povprečna napetost v telesu ali pa lahko bi rekli upor ali pa odpor v telesu manjši. In seveda zaradi tega manjšega odpora pride do drugačnega pretoka energije, lahko bi rekli po električarsko, da nižji, ko je upor, višji je tok ob enaki napetosti. In ko ta tok steče zaradi drugačnega telesnega odpora ali pa ko se recimo pri določeni vaji sprosti ali pa konkretno zniža tonus določenega mišičnega dela mišic in s tem seveda pride do nižanja upora in lahko stečejo občutki, ki so bili prej v telesu prisotni in z mišično zakrčenostjo ali pa popačenim dihanjem odmaknjeni stran od zavesti, da pridejo v zavesten del možganov v dovolj močni ali pa dovolj drugačni obliki, da jih zaznamo in se jih začnemo zavedati. Seveda sproži čustven odziv, čustveno reakcijo, ki jo pa zaradi drugačne mišične napetosti, drugačne prevodnosti, lahko tudi višje napetosti v telesu, ker nas je manj strah, ker smo bolj čustveno zreli, ali pa imamo zaradi višje čustvene zrelosti bolj urejene odnose, v katere bolj zaupamo, se v njih bolje počutimo, se počutimo bolj zaščitene, bolj varovane, bolj podprte. In seveda je potem strah manjši. Manjši strah seveda še zmanjšuje odpor ali upor v telesu, kar še povečuje verjetnost, da začutite stvari, ki jih prej niste. In kar se AEK-ja tiče, je važno, da je jasno to, da te občutki, ki jih med ali po vajah dobite v zavesti in se jih zavedate nečesa, kar se prej niste, ali pa se določenih stvari začnete drugače zavedati, da to ne pomeni, da so vaje ustvarile ta stanja, ampak da so vaje ali pa dihalni moduli dovolj spremenili vaše telo
in dejanja, s katerimi ste dvigovali čustveno zrelost dovolj, spremenila vaš živčen sistem, da se v narekovajih zdaj upate začutiti stvari, ki se jih prej niste. Pri travmah, sploh recimo, če so zlorabe, tako kot v tem primeru, je standardna praksa in tudi popolnoma logično, da ko pride do močnega čustvenega stanja, kar je seveda pri travmah normalno, da pride do močnih čustev, zaradi tega, ker travma, ko se dogaja, povzroča bolečino, povzroča negativna čustva, povzroča strah in podobno. In seveda namen teh čustev, teh stanj je, da se rešimo, da se ali borimo proti tem, kar nas travmatizira, ali da zbežimo pred tem, kar nas travmatizira. Zdaj, če nam ta borba ali beg uspe, potem travma niti ne pusti daljših ali pa dlje časa trajajočih dogodkov, ampak se razreši. Če nas recimo nekdo drug reši pred travmo pravočasno, ali pa če se nekdo drug bori namesto nas proti temu, kar nam povzroča travmo, seveda tudi ne pride do tako imenovane nerazrešene travme ali pa potlačenih čustev, ampak ta čustva strahu, jeze, ogorčenja, žalosti ali pa kakih drugih čustev takrat izrazimo, imajo željen učinek, se pravi, ali se mi uspešno borimo proti temu, ali pa uspešno pobegnemo stran od tega, ali pa naše vedenje vpliva na nekoga drugega, da se drug bori za nas, ali pa nam pomaga zbežati, in potem seveda ne pride do teh potlačenih čustev. In tudi kasneje, ko se spomnimo tega dogodka, ne začutimo nekih močnejših čustvenih odzivov, zaradi tega, ker se ta energetski, rečemo, naboj že takrat spraznil in ni se spremenil v kronično obliko, ampak je ostal na ravni akutne oblike. In seveda takega dogodka nam se tudi, ko bomo delali vajo ali pa dihalni modul ali pa kombinacijo, ne bomo niti dobili takšnih stanj, kot jih gledalka opisuje v svojem vprašanju. Če pa temu ni tako, se pravi, da se mi sami ne moremo dovolj uspešno boriti ali izbežati od, recimo, tem travme, ali pa da nas nobeden ne reši pred to travmo, ali pa celo, kar je še najhujše, da osebe, ki bi nas morale varovati ali se boriti za nas proti travmi, da so one tiste, ki to travmo povzročajo, recimo, običajno je tako pri starših, očetu, mami. Potem pa seveda pride do tega, da tisto čustvene odzive, telesne odzive, močna čustvena stanja moramo zapreti, moramo zaščititi sebe in svojo prihodnost in čustva zmanipulirati, potlačiti, popačiti do te mere, da ne ogrožamo svoje prihodnosti še bolj, kot je že. In v takih primerih se potem ta aktivirana energija, ki jo aktivira travma, ki nam je bila nanešena, lahko rečemo nekako spravi, še najbolj primerna beseda, čeprav ne vem niti, če obstaja boljša, spravi v določene dele našega telesa, običajno je to trebušna votlina, in jo z višanjem tonusa mišic, trebušne prepone, recimo pa potem mišic prsnega koša, trupa, vratu, ramenskega obroča, glave, držimo stran od svoje zavesti in z višjim uporom v bistvu poskrbimo za to, da ta čustvena stanja, ki so bila takrat nerešljiva, ostanejo stran od naše zavesti, in to lahko traja dolg časa, pri marsikom celo življenje. Občasno, ko pride do previsoke utrujenosti ali omamljenosti ali določenih drugih situacij, ko ta oklep ali pa ta zaščitna pregrada med preteklo travmo in sedanjo zavestjo popusti, dobimo lahko ali v sanjah ali v spanju ali pa tudi med budnim stanjem slutnje ali pa pretirano občutljivost, alergijo na določene stvari, za katere nimamo nekega pametnega razloga. Ko gremo pa v izvajanje vaj in zraven tudi dvigovanje čustvene zrelosti, se pravi, da delamo za učiteljem, lahko pride do
dovolj visokega sproščanja ali pa nižanja napetosti teh pregrad in dovolj višje čustvene zrelosti, da se določenega dogodka, ki ga takrat ne mi, ne okolica, ki bi nas morala zaščititi, pa ni bila zmožna tega, ali pa tisti, ki nam je travmo povzročil, nima dovolj visoke čustvene zrelosti, da bi dojel, kaj počne in bi to ne bi naredil, ker bi se zavedal posledic, če bo to naredil ali pa naredila. Imamo mi zdaj zaradi AIQ učenja dovolj višjo čustveno zrelost, da začutimo not v sebi, ali pa recimo telo, podzavest in zavest presodi, da če začutimo take občutke, da s tem ne bomo povzročili novo travmo, sebi ali drugim, ampak da bomo v bistvu dobili nek dokaz, slutnjo, spoznanje, da je nekaj v nas že odprej, ki je neurejeno. Neurejeno je pa seveda zato, ker ni bilo občuteno. In namen vaje je ravno ta, da dobite iz telesa dovolj močen impuls, da je toliko jasen in pristen, da ne dvomite v to, ali ta čustva dejansko ali pa te občutke imate v sebi. Seveda je pa potem potrebno ponovati še kar nekaj časa, da povežete te občutke z dogodkom, z osebo in seveda manj kot dvomite vase in v to, kar čutite, kar je pa seveda klasika pri ljudeh, ki so bili stigmatizirani, ker so upravičeno dvomili v druge ljudi, ki so jim povzročili travmo ali pa jih niso rešili pred travmo, in ker v te ljudi ne smemo dvomiti, ker so recimo naši starši ali pa kakšni sorodniki ali učitelji, podobne stvari, potem ta dvom, upravičen dvom do teh ljudi ali pa tudi organizacij in podobno, države in tako naprej, potem spremenimo v dvom vase in potem dvomimo v to, kar čutimo, dvomimo v to, kar sanjamo, in seveda skozi vaje, pa skozi dvig čustvene zrelosti po AIQ metodi vedno manj dvomimo v to in manj kot dvomimo v to, kar čutimo, kar je tudi recimo osnovni namen vaj, dihalnih protokolov, da zmanjšujemo senzorno amnezijo, manj dvomimo v to, kar čutimo, in potem v bistvu smo prepričani, da nekaj je bilo. In bolj, ko smo v to prepričani, bolj čas deluje na tem, da se nam počasi odstirajo te spomini. Slika se vedno bolj jasni in v določeni točki, ko je čustvena zrelost dovolj visoka, se nam tudi razjasni, kaj je to bilo. Lahko seveda se nam tudi razjasni, da ta spomin niti ni naš, ampak da je recimo, da smo ga podedovali ali pa prenesli od enega od staršev. Običajno se mamini travmatski potlačene travme prenašajo na otroka že med nosečnostjo, pa tudi pol kasneje. In dostikrat recimo otrok se vede, kot da je on doživel travmo, čeprav je recimo travmo imela njegova mama, ampak je ona potlačila, imela v sebi, recimo v svojem trebuhu, trebušni votlini, kjer se je otrok razvijal, in pa seveda se ta otrok razvijal pod vplivom te travme, ki je bila neizražena. Zato je tudi en del AIQ odnosov namenjen pripravi na materinstvo in temu, da v bistvu lahko ženska in moški, ko se odločata imeti otroka, začnete že pred spočetjem predelovati, opazovati, ali imata v sebi takšne potlačene spomine in jih že pred spočetjem urejujeta, zaradi tega, da potem se tudi v bistvu zarodek razvija v manj toksičnem, manj strupenem, manj nezdravem okolju. Tako da dejansko nadaljevanje izvajanja vaj, nadaljevanje dihanja, ne z namenom, da morate zdaj najti razlog, ampak da v bistvu pustite čas v čas, da se počasi slika izbistri in vaša čustvena zrelost dovolj dvigne, vam potem seveda tudi da vedno bolj jasno sliko, kaj se je zgodilo, in tudi, kar je še najbolj pomembno, da razumete, da niste več tista oseba, ki se je zgodila travma, da imate danes bistveno višjo čustveno zrelost, višjo moč in da ni več nobene potrebe, da imate v sebi kronične vzorce, ki potlačijo in popačijo spomine, čustva, in da nimate več odpora ali pa neprimerne ali pa neučinkovite uporabe določenih čustev, ki ste jih morali potlačiti ali pa
pretirano uporabljati zaradi tega, da niste pokazali te travme na zunaj. En od takih primerov je, da je bila oseba izigrana, užaloščena, razočarana in da tega ne pokaže, ker je recimo tisti, ki jo je razočaral en od staršev ali pa mogoče tudi oba, potem v bistvu postane pretirano vesela, zabavna, razvedruje ali pa zna razvedriti vse okrog sebe, sama je pa noter v svoji globini žalostna, depresivna in otožna, kar se pa pol lahko kasneje vidi ali pa opazi ob določenih pogojih, ko lahko pride do različnih dogodkov, ki so recimo nelogični z splošno podobo te osebe. Toliko za danes, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.